Živijo in dobrodošli v prvi epizodi 4. sezone podcasta Umetnost lenarjenja. Današnja tema je zelo relevantna za ta podcast, ki se je, če se spomnite, pred leti začel ravno kot podcast, ki se osredotoča na tematike stresa in duševnega zdravja. Seveda se je v teh letih razvil, razširil, imel sem privilegij, da sem imel krasne in raznolike sogovornike, pa vendar v osnovi želim, da je to podcast, kjer se pogovarja o mentalni kapaciteti, umu, stresu in vsem tem podobnim in zanimivim stvarem. Danes torej je relevantna tema, govorimo o stresu, tudi mogoče bolj ali pa manj relevantna za poletje. Marsikdo je verjetno, ki je na dopustu, bolj odklopljen, manj razmišlja o teh stvareh. Obenem pa seveda, če si na kakšnih cestah slovenskih, te stres seveda najde. Vsekakor pa upam, da ste v nekem odklopu, ko to poslušate, in to zato, ker ko pride do tehnik uravnavanja stresa, spopadanja s stresom, je zelo važno načelo to, da je treba z njimi izvajo začeti v času relativnega miru. Jaz dam vedno primer, da če želite igrati tenis, verjetno ni dobro, da prvič v življenju, ko primete lopar, nastopite na turnirju. In na ta način se nihče ne obnaša do tenisa, nihče ne gre svojo prvo uro tekmovati. Do teh vprašanj mentalnega zdravja, čuječnosti, meditacije, pa žal ja. Velikokrat je nekdo v neki hudi stiski, ima največji stres, smrt bližnjega, selitev, služba, otrok, in takrat reče, zdaj pa dost, moram poskrbeti zase, najde neko knjigo, odpre nek podcast, se spravi meditirati, spravi vaditi avtogeni trening. Razumem, razumljivo in seveda tudi pohvalno, ampak bistveno lažje je začeti se učiti te metode takrat, ko si relativno miren, ker jih lahko zvadiš v miru, in ko boš enkrat jih uporabil tudi v praksi, bo to lažje. Sploh zato, ker če jih uporabiš prvič takrat, ko si v hudem stresu in ni takojšnjega učinka, kar je v življenju seveda redko, potem kdaj dejansko postaneš demotiviran in nehaš. Zdaj pa še par besed o sami današnji temi. Danes ne bomo govorili o tehnikah obvladovanja in nižanja stresa. O tem sem veliko že govoril na tem podcastu, o tem sem napisal knjigo z naslovom Znanost mirnega življenja, seveda zelo vabljeni, da jo preberete. Danes bomo govorili o tem, kako si lahko s spremembo svojega odnosa do stresa znanstveno dokazano izboljšamo zdravje in podaljšamo življenje. Torej, vprašanje, okrog katerega se bom vrtel, ki je ključno vprašanje tega monologa, ker danes gosta nimam, je, kaj sploh je stres in ali res lahko s spremembo svojega odnosa do stresa zase naredimo več kot samo borbo proti stresu. Kar zanimivo izhodišče, ko sem ga prvič slišal dejansko preko ene prijateljice. To je zanimiva zgodba, ki je bila na psihoterapiji in je terapevtka rekla: ti, a veš, da tisti ljudje, ki imajo veliko stresa, ampak ga jemljejo z nekim pozitivnim afektom, živijo dlje celo kot ljudje, ki imajo stresa manj. To mi je bilo zanimivo, začel sem raziskovati, našel sem en kup zanimivih raziskav, ki vam jih bom tudi omenil in pokazal. In kot ponavadi želim graditi ta podcast in to epizodo na dveh močnih temeljih, ki sta mi skupna v večini stvari, kar delam, od televizije do knjig do podcasta. Prvič, želim, da je znanstvena podlaga močna. Veliko je pridiganja, ko pridemo o duševnem zdravju, do področja duševnega zdravja. Ljudje pridigajo, ljudje nekaj dajejo iz sebe kot neizpodbitno resnico, kot svojo modrost. Jaz hočem pokazati nekaj razumljivih raziskav, kaj smo znanstveno dokazali na to temo. Ko bomo enkrat te argumente oblikovali, ko se bomo strinjali, da so argumenti močni, pa pride drugi del, drugi temelj, in to je praktični del. Jaz želim s tem podcastom vam sporočiti eno pomembno sporočilo, prikazati nek nov, mogoče za vas nov, morda tudi ne, ampak neko perspektivo,
In potem, ko jo pokažemo, ko skupaj se strinjamo, ok, znanost je prepričljiva, argumenti so prepričljivi, fino je razvit nek odnos do stresa, ki ni destruktiven, sledi vprašanje kako. Kaj so tiste praktične tehnike, kaj lahko že danes po tej uri ali kakorkoli bo pač trajal podcast, naredite zase, da boste morda do stresorjev, ki obstajajo in ki jih ne morete izrezati iz življenja, pristopili bolj produktivno. Tako. To je konec uvoda, jaz upam, da vas tema je pritegnila, sicer verjetno nima smisla, da poslušate naprej in gremo zdaj v prvi del podcasta, ki sem ga nekako poimenoval, kaj je to stres, da bo lepo naredil okvir za nadaljnjo diskusijo, še predtem pa evo, da spustim svoj ljubi jingle, da bo ta podcast epizoda primerno oblikovana, kot pravim, tokrat ni snemana v studiu, snemam sam v pisarni, morda je odmeva več, za kar se opravičujem, upam, da to ni eden od tistih stresorjev, ki vam bo danes moril, ampak kakorkoli, da neham dolgoveziti, jingle, malo kitarce in podcast. Vsak od nas je verjetno v življenju že dobil nasvet, da mora znižati stopnjo stresa ali po domače ne se toliko sekirati. Ta nasvet prileti od prijateljev, znancev, zdravnika, stare mame in jaz mislim, da večinoma, če ne vedno, dobro namerno. Namreč ni treba, da smo znanstveniki ali zdravniki, da vemo, da manj kot smo pod stresom, več pomembnih stvari v življenju se nekako spontano samo od sebe uredi. Človek, ki je manj pod stresom, bo boljše spal, imel bo manj pogoste glavobole, te bodo manj intenzivni, bolj prijeten bo za v družbo, več se bo smejal, bolj bo ustvarjalen, več bo naredil v službi, torej splača se. In tudi jaz sem napisal knjigo na to temo, ki dejansko, katere cilj je, da vam pomaga najti tehnike in metode nižanja stresa. Odkar sem to knjigo izdal, govorimo o znanosti mirnega življenja, se je zgodila ena zanimiva, meni nepredvidljiva sicer posledica, namreč, da sem bil povabljen na en kup kongresov, na en kup dogodkov od različnih firm, javnih, privatnih, da bi predaval na to temo. Predaval sem v bistvu že več kot 20-krat in o tem rad govorim, rad predavam, ampak zmeraj dodam en zelo pomemben disclaimer, ne vem, kako bi to prevedel, poudarek recimo. In to je, iskati življenje brez odrekanja stopnjuje občutke stresa in izolacije. Kaj s tem mislim? Recimo, da prebereš 5 ali pa 6 knjig o uspehu, o odnosih, o nižanju stresa, o grajenju sebe in med vsemi temi izluščiš eno bistvo in to je, tisti, ki so uspešni, ki se manj sekirajo, so spočiti, so močni na svojem področju. Torej, če sem jaz v stiski in neprespan, delam nekaj narobe. Najbolj butast primer tega je recimo na socialnem omrežju, vidiš objavo, delaj kar hočeš in ne boš, delaj kar imaš rad in nikoli ne boš v službi, you won't have to work a day in your life, nekaj v tem smislu. Se pravi, če imaš službo, ki jo imaš rad, nikoli ne boš delal. In potem to prebere nekdo morda, ki je lik na koncu moči, ki lovi ravnotežje, ki skuša vztrajati in mu je težko in si reče, jaz nekaj delam narobe, moja služba očitno, jaz moram to pustiti, da ne govorimo o kakšnih krizah srednjih let, ko se kakšen foter ali mama, ampak žal pogosteje foter odloči, da njega družina pač toliko stresira, da on ne more, to je večje od njega, on zapusti tudi otroke in tako naprej. In zakaj se meni zdi to patološko? Namreč, če razmišljamo o življenju na način, da kakršnakoli neprespanost in stres pomeni, da živimo narobe, bomo imeli od življenja nenormalna pričakovanja. Zato ker, in to je eden najbolj važnih stavkov v današnjem podcastu, nekatera najlepša poslanstva na tem svetu so povezana z odrekanjem. Eno od prvih, ki mi pada na pamet, je starševstvo. Seveda tudi zdravniška služba, pa še bi lahko našteval. Vprašajte katerega koli športnika, ki je uspešen, ali je postal prvak brez odrekanja, brez trpljenja, brez neprespanih noči, brez izjemne količine stresa. Se pravi,
vse to, kar smo zdaj rekli, starševstvo, zdravniška služba, policisti, te osebni podjetniki, ki gradijo firme iz nič, športniki, vse ta poslanstva so povezana z odrekanjem in tudi z določenim količinom stresa. Jaz sem mnenja, recimo, da ne obstaja dober starš, ki ne bi bil tudi občasno neprespan. In zato mislim, da ni zdravo ali smiselno, da iščemo življenje, v katerem stres ne obstaja. In niti se ni treba počutiti, da živimo narobe, če nas kdaj skrbi, če smo kdaj neprespani, če smo kdaj utrujeni. Bistveno je nekaj drugega, Seveda, tudi ne mislite zdaj, da sam sebi delam kontradikcijo. Važno je, da probamo količino stresa uravnavati, da se probamo spočiti, da pazimo nase. Ampak po drugi strani je bistveno ne to, da stresa ni nič, ampak kako v trenutku, ko ga spoznamo, ko ga začutimo, na to situacijo reagiramo. Preden gremo na ta del, bi se zelo na kratko dotaknil vprašanja, kaj sploh je stres. Ker se mi zdi, da ljudje to vsi razumemo na neki podzavestni ravni, vsi začutimo tiste mravljince v prsnem košu, vsi čutimo določena obdobja kot bolj ali manj stresna, ampak iz biološkega vidika, kot zdravnik, kako bi odgovoril na vprašanje, kaj to je stres. To razlago in definicijo, in kar vam zdaj govoril, je iz enega članka dr. Krusosa, in mimogrede ta članek in seveda vsi drugi, ki jih omenjam, so spodaj v opisu epizode, tako da zelo vabljeni, da jih pogledate ali preberete, če vas pač to, o čemer govorim, zanima bolj, hočete iti globje v podrobnosti teh člankov, zaradi časovne omejitve tukaj ne bom šel, bom seveda razložil, kakor lahko, kakor se mi zdi smiselno. Kdor pa bi se poglobil, prosim, spodaj so vse povezave. Torej, vsi organizmi vzdržujemo kompleksno dinamično ravnovesje v telesu in temu ravnovesju rečemo homeostaza. To ste verjetno že slišali, to besedo, velikokrat sicer uporabljeno zelo laično v kakšnih masažnih salonih, kakšnih tudi paraznanstvenih ponudnikih terapij, ampak homeostaza je dejanska stvar. Če uporabim definicijo National Cancer Institute ZDA, telo v homeostazi stalno prilagaja nivo kisline, krvnega pritiska, krvnega sladkorja, elektrolitov, energije, hormonov, kisika in telesne temperature v odziv na spremembe v notranjem ali zunanjem okolju. Se pravi, vse te parametri, ki nekako uravnavajo naše počutje, kaj čutimo, kako razmišljamo, kako hitro nam bije srce, a dela prebava, a imamo mišice pripravljene na beg ali boj, ali se regenerirajo, vse to nekako v homeostazi funkcionira. In temu ravnovesju, kot rečeno, nasprotujejo zunanji in notranji stimulusi ali stresorji. Primer zunanjega stresorja je, če vas začne loviti nek medved, ali pa če vas zbije avto. Primer notranjega stresorja je, ko ležiš na kavču in ti samo skoči v glavo nek obrazec, ki bi ga mogel dati za davke in si zamudil in te v sekundi požene mravljince po telesu, pa seveda notranji stresorji v smislu kakšnih bolezni, rakavih in ostalo. In zdaj stresni odziv vključuje centralno in periferno komponento. Kaj to pomeni? En del stresa nastane v možganih, temu rečemo centralno živčevje, periferno pa je naše telo, ki možgane večinoma uboga. Tako da v možganih imamo določena jedra, hipotalamus, hipofiza, ne bom šel v detajle, ki preko hormonov in živcev na tarčne organe, vse od ščitnice do mišic, do pljuč, srca, prebavil, vplivajo na določen način. Kako torej vplivajo? Zakaj stresni odziv obstaja? Zakaj se je evolucijsko razvil? Funkcije stresnega odziva, če gledamo zdaj spet didaktično, centralno, znotraj možganov in hrbtenjače, se pravi v centralnem živčevju, stres spodbuja budnost, spodbuja pozornost, spodbuja neke vrste agresijo tudi, in inhibira, se pravi zavira nekatere funkcije, ki niso nujne ta trenutek za preživetje. Primer je lakota, primer je poželenje, te stvari, ki jih ne rabimo, ko bežimo pred medvedom. To dela centralno živčevje. Periferna tkiva, se pravi, če gledamo mišice recimo,
Tam se pa poveča oksigenacija, se pravi, žile se razširijo, prevzem kisika je večji, spodbuja se prevzem hranil v tkiva, srce bije hitreje, bije močneje. Vse nekako v tarčo, se pravi, z skupnim ciljem tega, da smo bolj budni, bolj prisebni, bolj odzivni, hitrejši in se lahko z neko težavo spopademo. Mogoče že na tej točki, ko sem stresni odziv opisal na ta način, vidite, da je v bistvu to nekaj zelo uporabnega. Rabimo način, da se v trenutku, ko pride izziv, skoncentriramo, da ne razmišljamo o hrani, da nismo utrujeni, da se zbudimo. Vam bom dal par čist praktičnih primerov, čeprav najbrž si že zdaj lahko sami predstavljate. Ko boste nehali poslušati podcast in šli nadaljevati svojim življenjem, je tole ena od sporočil, ki želim, da si jih zapomnite in vzamete s sabo, da je stres del našega življenja že od pamtiveka in da je v osnovi to odziv, ki pomaga pri preživetju. In zdaj, če želimo pa na kratko odgovoriti na vprašanje, kdaj ta stres krasen, ki nam pomaga pri preživetju, postane tudi škodljiv, je to vedno, ko postane kroničen. Kronično pomeni dolgotrajno, da ne rečem celo vsakodnevno. Ko torej ne gre za nek kratkotrajen skok energije, ko zagledamo medveda in hočemo bežati, ampak ta energija skače na 20 minut v službi, na 20 minut doma ali se celo razvleče v neko obdobje, da smo cel mesec pod tem vtisom, da moramo preživeti zaradi službe, zaradi zadolžitev, zaradi denarja, kredita, česar koli. Upam, da je zdaj to jasno, ta čisto osnovna definicija, kaj stres je in kaj stres ne sme biti, pa velikokrat vseeno je. In se zdaj lahko premaknemo v naslednji del epizode. To pa je vprašanje, kako lahko ublažimo negativen učitek tega kroničnega, nezdravega stresa, če ga pač ne moremo odstraniti. In odgovor je tako, da spremenimo svoj odnos do njega. Ampak še preden začnemo odgovarjati na vprašanje, kako se spoprijeti s stresom in zakaj je to dobro, bi rad povedal eno stvar. Rekli smo prej, odlično je, če stres v življenju, tale kroničen, tale stres, ki je neškodljiv, nižamo. Odlično je, če preberemo dobro knjigo o meditaciji, če se znamo umiriti, če vadimo avtogeni trening, če ne delamo stvari, ki nam pač stres povzročajo, če se lahko od njega ločimo. Ampak cela poanta tega, o čemer zdaj govorim, cela poanta te podcast epizode in treninga odnosa do stresorjev je preprosto dejstvo, da stres je del življenja. Stres je del življenja, ne glede na to, kako smo mi fenomenalni v odnosih, fenomenalni v meditaciji. Stresorji pridejo celo večinoma, bom rekel, neodvisno od nas. Kdaj tudi zaradi nas. Kdaj naredimo neko butasto odločitev in smo pol živčni. Evo, kaj smo ljudje. Ampak večinoma stres nastopi neodvisno od nas. Ljudje zbolijo njihovi družinski člani. Zato je nevarno, tudi jaz sem se zelo distanciral v svoji knjigi Znanost mirnega življenja od tega pridiganja, kako se vedno umiriti, ker včasih nekomu, ki v vojnih razmerah beži z otroci in proba preživeti, ne boš pridigal, da ti malo bolj spi, stres ni zdrav. V njegovem primeru celo lahko vidimo pozitivno plat, tisto, kar smo prej rekli, spodbujanje budnosti, agresije, mišične mase in tako. In to je poanta, se pravi, stres obstaja neodvisno od tega, kaj delamo, lahko ga probamo nižati, na nula ga pa, jaz mislim, ne moremo spraviti, če nismo nek menih v Himalaju, v Tibetu, pa še on se najbrž daje v straž, da bo, padel tam dol v prepad ali kaj njih stresira, da bo zmanjkalo riža, V glavnem, stres je del življenja. In zdaj se torej pogovorimo, kako bomo mi do stresa izoblikovali en tak prijazen odnos, da bomo v njemu videli dobre plati. Pa še en pomemben poudarek. Ta odločitev, da v stresu vidiš tudi dobre plati, ne pomeni zanikanja dejstva, da je stres lahko škodljiv. To, kar ste ravnokar poslušali, ko sem vam govoril, kako je fino, ko te stres spodbudi, oksigenacijo tkiv, kako te zbudi, kako ti pomaga bežati, se boriti. To je vse res. Ampak obenem tudi vemo, da kronični stres povzroča en kup bolezni, da veča tveganje
za zgodnjo smrt. Tega ne zanikam jaz in ne želim, da si zanikate vi, tudi če vam je lažje. Mi samo zdaj stremimo k temu, kako uravnotežiti svoj pogled na stresni odziv, kako reagirati, da se ne počutimo brezupnega, preobremenjenega, da se ne ukvarjamo skozi samo s tem groznim občutkom, da je življenje stresno in bom vendarle umrl zaradi tega. Ne glede na to, da jaz priporočam tehnike sproščanja in prakso čuječnosti in redno renarjenje, priznavam dejstvo, da si pač v življenju včasih, da ne rečem pogosto, ne moramo izbirati količine stresa in da ga ne moramo v celoti odstraniti. In zato je važno to vprašanje, se pravi, kaj si jaz mislim o svojem stresu in kakšen odnos imam do njega. Na Univerzi v Stanfordu so opravili eno zelo ambiciozno raziskavo, povezava do nje seveda spodaj, ki se je začela leta 1999 in zaključila leta 2011. Se pravi, posameznike so spremljali, te preiskovance so spremljali do 21 let. To vidite, kako so znanstveniki, pridni, če tako rečem, oziroma zavzeti. Da danes, si predstavljate, da danes začnete nek projekt, pa si mislite, ko bo fajn čez 21 let, ko ga bom končal, najbrž bi vam to malo stresa povzročili. Ampak oni so pač naredili to raziskavo, in tudi število udeležencev je bilo impresivno, da bilo je več kot 61,000 ljudi. Te preiskovanci so bili vključeni in pri njih so raziskovalci objektivno ocenili stanje njihove fizične kondicije. Se pravi, lahko bi rekli, ocenili so vsakega posebej, koliko je fit. Potem pa so dodali eno drugo spremenljivko in sicer so te preiskovance vprašali: daj mi povej, glede na svoje vrstnike, ki jih vidiš, s katerimi se družiš, kakorkoli, kako fit se ti počutiš? Koliko si fizično zdrav v primerjavi s povprečnim človekom tvoje starosti? In po 21 letih spremljanja teh ljudi se je izkazalo, da tisti, ki so se videli kot manj zdrave, ki so se označili kot manj fit, so imeli prepričljivo slabše dolgoročno preživetje. Torej, večjo smrtnost, to po angleško se reče v članku all cause mortality, se pravi smrtnost zaradi česarkoli pač. In zdaj tukaj mogoče kdo od vas reče, to je najbolj logična stvar. Ljudje, ki so se označili, da so manj fit, očitno so tudi bili manj fit, in so bili bolj debeli, bolj zamaščeni in so prej umrli. Ampak to ni res. Študija ne bi bila dobra, če ne bi oni primerjali med sabo primerljive skupine. A se spomnite, sem rekel, ko so vključili te ljudi v preiskavo, so zmerjali določene komponente, body mass index, količina maščob, mišic, vse, lahko preberete te podrobnosti. Oni so ocenili, koliko je objektivno zdrav ta človek, pa so pa jih po skupinah razvrstili, da so v eni skupini imeli podobno zdrave, dejansko podobne vrstnike. In med temi podobnimi ljudmi so tisti, ki so se označili za manj fit, prepričljivo prej umirali. Tudi če so bili dejansko primerljivi z drugimi, ki so bili bolj optimistični glede tega, ki se niso gledali tako negativno in so živeli dlje. To je, se mi zdi, en tak zanimiv pogled v to, kaj naredi naš odnos. Pa še eno študijo bi vam opisal na to temo. Ta mi je zelo zanimiva in to dejansko opisujem tudi v svoji knjigi, objavljena leta 2007 na Harvardu. Oni so vzeli 84 hotelskih snežilk iz 7 različnih hotelov. In so rekli tako, se pravi, v teoriji, te sobarice, hotelske snežilke so zelo fizično aktivna populacija, one se sklanjajo, hodijo veliko, dvigujejo bremena. V bistvu so zelo aktivni, če primerjaš recimo z zdravnikom, z mojo službo, oni dobesedno liftajo in trenirajo vsak dan po več ur. In seveda večina snežilk gleda na to kot obremenitev, kar jih razumeš, pač služba je težka in se ne zavedajo, da poleg tega, da je težka, je tudi za zdravje v resnici zelo uporabna. No in zdaj kaj so naredili v tej raziskavi? Razdelili so na 2 skupini teh, se pravi 84 snežilk
In ena od njih je dobila en tak govor strani zdravnika, ki jim je razložil: poglejte, vaša služba dejansko je zdrava za vašo fizično kondicijo. Vem, da je lahko težka, vem, da ste podplačane, ampak glejte, te gibi, ki jih delate, to so gibi, ki jih ljudje doma delajo, da bi postali fit. Sklanjanje, dvigovanje bremen, vse to so jim prikazali z slikami, z grafi, razložili so jim, da je služba njihova v resnici dobra za zdravje. Druga skupina ni dobila tega govora. In potem, kar so naredili, je, da so pred in po, mislim, da 5 tednih ali 8 tednih ali kakorkoli, 4 tedne, se vidim, tle sem si naredil izpisek, 4 tedne kasneje in ob začetku raziskave so zmerali določene spremenljivke, neko telesno težo, krvni pritisk, odstotek telesne maščobe, premer pasu, in so opazili, da po 4 tednih tiste snežilke, ki so dobile to informacijo, da delajo zase nekaj dobrega, so imele boljše meritve. In pomembno je poudariti, da niso nič drugega spremenile, niso jim rekli: zdaj pa jejte bolj zdravo, zdaj pa pejte še v fitness popoldne. One so delale enako kot tista druga skupina, razlika je v tem, da so vedle in verjele, da ta stres službe je tudi pozitiven, da one si delajo nekaj dobrega, in to smo lahko zmerili in to so lahko objavili v tej študiji, ki so jo poimenovali Mindset Matters, in jo lahko preberete spodaj v povezavi. Se pravi, kaj te dve študiji lepo prikazujeta, je moč naših misli na naše telo. Zakaj bi bil nekdo lahko bolj zdrav samo zato, ker si predstavlja, da bolj zdravo živi? Pa ne, prosim, tega jemati kot potuho, v smislu, ne bom šel trenirati, samo mislil si bom, da treniram, to ne velja. Ampak misli dejansko spreminjajo naše telo in meni gre na živce, ker o tem predavam, in mi gre na živce, če kdo pol to vzame kot neko psevdoznanost. Kaj ta doktor nabija, da misli spreminjajo telo, a on prakticira neko to polaganje rok pa to. Vsi hkrati verjamemo, da ki je pod stresom, dobi sive lase. To je vsem logično. Da pa rečeš nekomu, a veš, da so študije, ko meditacija in čuječnost izboljša elastičnost kože, postaneš mlajši, pa rečejo, to pa ne verjamem. Kaj je misel? Sam to bi rad povedal, ker se mi zdi važno. Kaj je misel? Zdaj ne govorim kot pisatelj in ljubitelj umetnosti in poezije, ampak čist naravoslovno. Misel je kombinacija elektrike in kemije. Imaš živčno celico, na njo se veže nevrotransmiter, ena kemična molekula, in sproži akcijski potencial, taka štrom, mala elektrika skače po aksonu te živčne celice. Če vam rečem, polite si roko s kislino, boste najbrž rekli: ne, hvala, doktor Zupančič, upam. In če vam rečem, dajte prst v vtičnico, verjetno tudi. Se pravi, vsi vemo, da kislina, se pravi, da kemija in štrom pušča posledice na telesu, tudi kemija in štrom možganov sprošča hormone, spreminja metabolizem, mišično maso, v glavnem, važno je, kaj si mislimo. In zakaj je pa važno, kaj si mislimo o stresu? Prvič zaradi tega, ker se kemija možganov spremeni, drugič pa tudi, da ko imamo neko mnenje do situacije, ko imamo nek odnos, neko stališče do nečesa, kar se dogaja, to spremeni naš odziv. Se pravi, kaj si bom jaz mislil o mojem stresu in tem stresorju, bo vodilo v to vprašanje: ok, kaj naj naredim glede te situacije? Če je zame stres nekaj zlobnega, inherentno slabega, bom verjetno usmeril vse svoje moči v zniževanje tega stresa, kar je mogoče dobro, ampak spet, kot smo prej rekli, mogoče pač ni možno. Mi imamo otroka, star je 2 tedna, on ne spi. Kaj boš naredil? Mislim, lahko ga nafilaš z melatoninom in drugimi stvarmi, ki so toksične za dojenčke in ki jih ne smemo dajati, ampak če si dober starš, če si odgovoren starš, nimaš načina, da ta stres odstraniš. In če bo ta stres zame samo slab, bom rekel, jaz bi tokrat, da to ni tako, in se s tem stresiral še bolj, potem se pridružijo še neki nezdravi načini v narekovajih sproščanja, ljudje pijemo alkoholne pijače, katastrofiramo, temačno razmišljamo o prihodnosti. In zdaj obratno, če je pa stres za nas nekaj pozitivnega,
nekaj, kar nam nakazuje, da počnemo nekaj pomembnega, konec koncev hočemo biti recimo dober starš, potem bomo bolj verjetno usmerili vse svoje moči v reševanje te situacije, kolikor je pač v naši zmožnosti reševanja. Praktične primere, kot je ta oziroma tehnike, bomo na koncu šli čez, brez skrbi. To je bil samo en površni primer. Ne vem, če zdaj že je vse, kar hočem povedati, zaenkrat smiselno. Do te točke upam, da je. Do zdaj smo v bistvu samo to izpostavili, kaj stres je, da ni nujno slab, da je vedno prisoten tudi, če ga skušamo znižati, da je važno, kaj si mislimo o svetu, o sebi in o njemu, in da je važno, na kakšen odziv imamo do tega. In zdaj, kot smo videli v teh dveh raziskavah, snežilke pa ljudje, ki so ocenjevali svoj fitness, naša naravnanost in način, kako sprejemamo okoliščine, predvsem tiste mogoče izven našega dosega, je pomemben in dela spremembe na našem telesu in našem zdravju. Če bi bili zdaj v predavalnici, bi rekel, če ima kdo kakšno vprašanje, se mi zdi tak fin trenutek za malo pavze. Podcast je tak medij, a ne zanimiv. Po eni strani se mi kdaj zdi, da hitim, po drugi strani pa vem, da je to najbolj prilagodljiv način sporočanja informacij. Vi lahko si to date na pauzo, lahko v 6 različnih lokacijah to poslušate, v 3 dneh lahko prevrtite nazaj, se pravi. Ne bom se tukaj ukvarjal s tem, če sem morda preveč informacij povedal, upam, da ne, ker zdaj šele pridemo v ta najpomembnejši del in potem praktični del. Rad bi vam povedal še o eni pomembni dolgoletni raziskavi, tokrat 1346 posameznikov, prav tako preko 20 let. Ti ljudje so beležili stresorje svojega vsakdanjega življenja in obenem zabeležili v vprašalnik tudi svoj odziv na te stresorje. Kot smo prej dali primer, ko se ti zgodi nekaj slabega, a boš to jemal samo kot nekaj inherentno slabega in zlobnega, ali boš dejansko v tem videl tudi kaj pozitivnega, možnost rasti ali kakorkoli že. In zakaj mi je ta raziskava tako zanimiva, ti rezultati, zakaj jih posebej omenjam, je to, da so ugotovili, prvič, sama količina stresorjev v življenju ni imela vpliva na skupno smrtnost. Tisti, ki so jih opisovali veliko, in tisti, ki so jih opisovali manj, so živeli podobno. Ampak tisti posamezniki, ki so na posamezne stresorje bolj negativno reagirali, so pa imeli slabše preživetje. A ni to zanimivo? Raziskovalci so zaključili, da ni sama količina stresa tista, ki ubija, ampak naš intenzivni čustveni odziv, torej ta negativen afekt, ki stres spremlja, to sekiranje, ki vodi pol v pijančevanje, v obup, v depresijo. In vsi poznamo, ta distinkcija stresorja in odziva na stresor je jasna vsakemu, ki se je kdaj peljal v službo, zamujal in se mu je pokazala rdeča luč ali pa recimo kolona vozil pred njim. Gneča na cesti v poti v službo je zunanji stresor. In zdaj, kako boš na to situacijo reagiral? Reakcije so lahko izjemno različne. Lahko rečeš, zakaj samo meni se to dogaja, to je nevzdržno, jaz ne zmorem več, ta rdeča luč je bila zame postavljena, ta semafor klinčev me vedno počaka. Ta odziv, ki sem ga zdaj prikazal, je glede na te študije, ki jih omenjam, bolj uničujoč kot sama rdeča luč. Tem najdbam pritrdijo še nekatere druge večje raziskave, še par sem jih dal v povezavo. In tukaj bi jaz izpostavil bolj kot to, smo rekli, ne probamo zdaj prepričati se, da če bomo stres ignorirali, bo manj škodljiv ali pa sploh ni škodljiv. Gre bolj za neke vrste zaščitni učinek pozitivnega afekta. Mimogrede, ena zanimiva študija, bom dal še to spodaj, je pokazala, da optimisti v povprečju živijo dlje kot pesimisti. Pa to najbrž ne samo zato, ker njihove misli boljše delujejo na imunski sistem, pa na žleze, pa na vse. Mogoče tudi zato, ker, kot smo rekli, vsak pogled na neko stvar terja določen izziv. Optimist bo morda se spopadel z neko situacijo, ki jo bo pesimist zapil, ker je nevzdržna in tako naprej. Stres torej je škodljiv, sploh če je kroničen, sploh če je vsakdanji.
To, da do njega pristopimo produktivno in optimistično, ne zanika te škodljivosti, jo pa, tako kažejo raziskave, blaži. Pa še to, to je pa ena mojih najljubših stvari, ki sem jih našel, ko sem raziskoval literaturo za tole podcast epizodo. A ste pripravljeni? Najbrž ja, če ne boste dali pa pauzo, pa malo zadihali. Ampak ta učinek blaženja, se pravi, to, da optimistično in s pozitivnim afektom znižaš škodljivost stresa, ta učinek je najbolj izrazit pri tistih, ki imajo v življenju stresa več. Glede na raziskave, tisti, ki imajo v življenju veliko stresa in na njega bolj pozitivno kot negativno reagirajo, živijo celo dlje od tistih, ki imajo v življenju manj stresa. A ni to zanimivo? Spodbudno na nek način. In potem lahko pomislimo, zakaj. Jaz mislim, da je povezano s tistim, čemer sem govoril čisto na začetku. Torej, da so velika in pomembna poslanstva ponavadi tudi stresna. Raziskovalci ugotavljajo, da tisti posamezniki, ki imajo v življenju veliko stresa, imajo dostikrat tudi več razlogov, da ga čutijo. Ker izven nekih hudih anksioznih motenj, bipolarnih motenj, načeloma povzročajo stres tiste stvari, ki so nam pomembne. Če ti dol visi za life, najbrž ne boš imel veliko stresa. Si boš kupil 2 buteljki, vlegel pod most, pa naj bo, kar bo. Tisti ljudje, ki imajo več razlogov, da čutijo stres, kariera, ki jim veliko pomeni, družina, za katero jih skrbi, neka stroga etična načela, ki jih ne želijo izdati v tem hudem svetu in tako naprej. Oni, ki imajo veliko stresa, torej ne pomeni, da živijo napačno življenje. To je meni spodbudno. Se pravi, če se primerjaš z nekom, pa rečeš blagor njemu, on pa zna, on se pa manj sekira, mogoče to pomeni, da je njegovo življenje bolj prazno, mogoče, nočem nikogar zdaj tukaj, kdo je boljši od koga, samo hočem dati perspektivo. Ljudje, ki imajo veliko stresa, imajo velikokrat tudi razlog za to, in če se te ljudje, ki živijo tako polno, smiselno življenje, hkrati naučijo odnos do tega stresa regulirati, so pač absolutni zmagovalci. Sem se želim jaz tudi sebe klasificirati. Najpogostejše vprašanje, ki sem ga dobil v življenju od novinarjev ali ljudi na predavanjih ali v službi, je: od kje ti čas za vse? Jaz zelo rad pišem, jaz imam rad ta podcast, delam kot zdravnik in moja služba mi je všeč, zdaj sem še na televiziji. Vse to mi povzroča stres, iskreno vam povem. Najbolj od vsega verjetno služba, skrb za družino, ko moram po službi iti na televizijo za 6 ur snemati, ko je čez 3 dni podcast pride ven, pa še nimam zmontiran. Vse to mi povzroča stres, ampak veste, kako dobro se jaz počutim v vsem tem, kar delam. Kako me to polni. Kako sem imel jaz ogromno količino takega bolj destruktivnega stresa, recimo na očetovskem dopustu, ko sem bil doma in nisem delal ničesar, razen samo ta primaren skrb za sebe in za otroke male, ki ne znajo še nič. Se pravi, kako mene to polno življenje v bistvu napolnjuje, in zato vadim in skušam vaditi produktivne odzive na ta stres. Seveda vadim tudi sprostitvene tehnike, seveda meditiram, ampak ko pride nek stres, kaj lahko naredim, da me ne uničuje, da me ne krni, ampak spodbuja, to je vprašanje, s katerim se premikamo na 3., zadnji del podcasta. Tehnike obvladovanja oziroma kaj sploh danes jaz priporočam. Najprej sem mislil, da bom dajal džingle vmes med temi deli, ampak se mi ne zdi pomembno, niti potrebno. 3. del, evo. Dr. Kelly McGonigal v svoji knjigi The Upside of Stress napiše 3 najpomembnejša stališča, ki jih lahko človek oblikuje do stresa. Zdaj smo pa na tistem delu podcasta, ki je sicer na koncu, upam, da imate še moč, ker je zelo pomemben. Torej, 3 najpomembnejša stališča, ki jih lahko imamo do stresa. Prvič, odziv telesa na stresor sprejmemo kot nekaj uporabnega, ne slabega. Recimo kot zalogo energije, zbranosti, nekaj, kar potrebujemo. Drugič, priznamo si, da zmoremo rešiti situacijo,
ki sproža ta stres. Mogoče si celo priznamo, da bomo ob reševanju te situacije postali močnejši, pametnejši ali bolj izkušeni, kakorkoli. In tretjič, ozavestimo, da je stres del človeške izkušnje. Vsi ljudje na svetu čutijo stres, stresni odziv, in to, da smo mi pod stresom, ne pomeni, da smo unikatno bogi in da se je celo vesolje zarotilo specifično nad nas. Zdaj pa gremo še po vrsti mičken več povedati o posamezni točki. Prvič, se pravi točka 1, odziv telesa na stresor sprejmemo kot nekaj uporabnega in ne slabega. Tu gre za spremembo osnovne miselnosti. Spomnimo se prej študije o snežilkah, recimo, ki so ob ideji, da je njihova služba naporna, ampak hkrati koristna za zdravje, pridobile na mišični masi. A lahko torej stres jemljemo kot signal, da delamo nekaj pomembnega? En relevanten primer se mi zdi tak, ko se je marsikdo, ki me posluša, že rekel, sedeš na kavč, zapreš oči, izdihneš in rečeš, totalno sem izžet od službe in otrok. Tisti, ki nimate otrok, pa recimo, totalno sem izžet od službe. No, jaz sem si to večkrat smilil tudi samemu sebi, zaprl sem oči, sem si mislil, včasih sem toliko imel energije, sem rad igral igrice, sem rad hodil ven, sem treniral več. Totalno sem izžet od tega šihta in teh otrok. Ko si to rečemo na tak način, to je mimogrede definitivno stres, moja služba, vaša služba, zdravniška služba, kakorkoli je stresna, majhni otroci specifično so stresni, so neke vrste stres in tudi starejši, kakor mi pravijo ljudje, pride puberteta in ostalo, se pravi, te utruja, te stresira. Ampak ko si rečem jaz to na ta način, totalno sem izžet in bogi, je moja perspektiva točno to. Jaz sem bogi človek, in jaz vem, da so zgarani ljudje več bolni, da ljudje, ki tako malo spijo kot jaz, bojo prej zboleli. Čutim, da sem na nek način izkoriščen v tem svetu, da ne živim življenja, ki bi ga želel, da nimam časa zase, da bom slej ko prej zbolel. In zdaj, a lahko pomislimo mogoče, spremembo perspektive? V isti situaciji, enako izžeti, se zvalimo na kavč in si rečemo, utrujen sem, ker mi ni vseeno za svoje delo in za svojo družino. Tukaj ničesar ne zanikamo. Ne gledamo v ogledalo pa si govorimo, super sem spočit. Ne. Enostavno sprejmemo ta stres in obenem sprejmemo, da smo živi in da živimo življenje, za katerega nam je mar. Če bi bilo meni, vseeno za moje paciente in za moje otroke, jaz mislim, da ne bi bil niti utrujen, niti neprespan, niti v stresu. Ne, zakaj? Šel bi na šiht, se bi prijavil, se skril v nek WC, bral po telefonu stvari, na vizito bi poslal specializanta, tam malo bi dal, v neko varstvo, ali pa bi jo zaprl, da mi dal televizijo, da gleda, jaz bi celo večer delal, kar hočem, Se pravi, ko rečem, utrujen sem, ker mi ni vseeno za svoje delo in za svojo družino, si nenadoma v glavi prikažem vrednote, ki stojijo za tem stresnim momentom. Moje vrednote. Kdo sem jaz? Jaz želim biti dober zdravnik, želim biti dober oče, uspeva mi, zato sem v stresu. Podobno recimo, če 5 ur sedite za računalnikom, delate nekaj za službo in pa si rečeš, mater, že 5 ur sedim za računalnikom, vse me boli. Dajmo si skušati, to je ena tehnika, skušati prikazati vrednote, ki stojijo za tem stresnim momentom. Zakaj sedim zdaj jaz 5 ur za računalnikom in vse me boli, noben ne drži pištole v mojo glavo, noben me ne sil, noben me ni privezal. Zakaj torej to delam? In potem si bo cinik rekel, ko sem idiot, noben mi ne bo postavil spomenika, pa nekaj tako. Ampak dajmo si odgovoriti iskreno. Mogoče zato, ker nočeš odnehati, preden končaš to poročilo za službo. Se pravi, si natančen in si vesten, to so tvoje vrednote. In kasneje, ko boš s prijatelji šel na kolo, hočeš imeti prazno glavo, odkljukano to zadolžitev. Mogoče si tudi zanesljiv, nočeš zamujati roka oddaje, niti vseeno kakšen prijatelj si, zato nočeš iti na kolo in razmišljati o službi in tako naprej.
Se pravi, te dve tehniki taki zelo preprosti. Ena je, da stres skušaš jemati kot signal, da delaš nekaj pomembnega, in druga je, da si vsem tem skušaš prikazati v glavi vrednote, ki stojijo za tem stresnim momentom, se naredi en pomemben premik. Namesto, da se smilimo samemu sebi, lahko ozavestimo, da nam stresni odziv pri tem življenju dejansko pomaga. Ti boš lažje sedel 5 ur zvečer za računalnikom, če boš vsaj malo živčen, da boš zamudil rok oddaje. Vam dam jaz svoj primer, ki mi je najbolj od vsega prikazal, da je stres nekaj, kar jaz rabim v življenju. Najbrž ste kdaj po noči vstali, pa ste šli do stranišča lulat, pa pol nazaj do postle, in glava je tista, zamegljena, utrujena, ki v bistvu se ti zdi, če bi te kdo vprašal, koliko je 6x6, ne bi znal odgovoriti. Zaliman si, komaj čakaš, da se uležeš nazaj, da boš zaspal. In če ti nekdo, točno se spomnim, 2 tedna pred svojim prvim dežurstvom sem šel na tak nočni WC doma in takrat sem pomislil, mater, jaz ne bom mogel dežurati. Mene bojo po noč zbudili in jaz ne bom znal razmisliti niti, kako mi je ime, kaj šele odmerkov antibiotikov. In potem pride dežurstvo. Kaj se zgodi, ko me sestra pokliče, recimo, zdravnik v dežurstvu, ki je 24 ur v službi, zvečer lahko gre spat, če je mirno, dokler ne pride neka urgenca. In recimo zaspiš, lepo sanjaš, globoko zaspiš in te sestra pokliče, doktor, ta fant sepso, njemu je tlak padel. V trenutku, to ni sploh podobno, tistemu šetni naskret doma. V trenutku si buden, si pokonc in vse tisto, kar se spomnimo prej iz tistega diagrama, spodbujanje budnosti, agresija ravno ne, upam, ampak spodbujanje budnosti, oksigenacije, fokus. Kako bi jaz lahko dežuril, če ne bi bilo stresnega odziva? Jaz bi se komaj premikal po noč. Seveda, potem, ko se umiri, rataš utrujen in to je lahko škodljivo za telo in važno je, da se po dežurstvu spočiješ. Ampak brez stresnega odziva, jaz mislim, da bi zdravniki ubili, marsikaterega pacienta. Tako da hvala, gospod stres, ali kaj naj rečem. Še vedno smo pri prvi točki, od teh 3, se pravi, odziv telesa na stresor sprejmemo kot nekaj uporabnega, ne slabega. To je neke vrste mindset, ki ga moramo vaditi. Se pravi, te 2 stvari, 2 točki, kako bi to prevedel, kdaj ne znam prevesti. Te 2 perspektivi, prvič, da si rečemo, a lahko jaz današnji stres jemljem kot signal, da delam nekaj pomembnega, in drugič, da si skušaš prikazati vrednote, ki stojijo za tem stresnim momentom. To je treba vaditi. Če boste zdaj to poslušali enkrat v življenju in pozabili za vedno, verjetno ne bo nekega dolgoročnega učinka. Medtem ko pa, tudi vsi vemo, da če hodiš v fitness, po 2 dneh ne boš imel ogromnih rok. In jaz vedno rečem tako, to mentalno naravnanje in odzivanje do stresa lahko treniramo tako kot mišice. Če ne vemo, kako je včasih to možno, kako naj to naredimo, je dovolj, da o tem beremo in poslušamo in razmišljamo. Jaz zelo skromno lahko rečem, da že to, da poslušate ta podcast, vam zagotovo koristi. Lahko si naredite kak spisek ali pa preberete katero od knjig ali raziskav, ki jih imam spodaj, ali pa pač pogooglate, vpliv odnosa do stresa. Se pravi, že samo, da bereš o teh stvareh, si treniraš ta mindset. Naš je na velik način v bistvu podoben mišici. Mišica bo rasla, če jo treniramo, in rasla bo na način, kot jo treniramo. Tudi mišice lahko narobe treniraš, lahko dobiš poškodbo in tako naprej. Tako, to je točka 1. Točka 2 od dr. McGonigal pravi: priznamo si, da zmoremo rešiti situacijo, ki sproža ta stres, in da bomo ob reševanju postali močnejši, pametnejši ali bolj izkušeni. To je ena pomembna stvar, ki jo lahko apliciramo v vsakdanjem življenju, in sicer, da se od stresnih trenutkov, namesto da jih samo preživimo, samo da bo enkrat konc, tudi nekaj naučimo. Če ste bolj didaktični tip človeka, lahko vodite en tak preprost dnevnik, lahko kupite blokec in vsak konec tedna v 5 ali pa 10 minutah odgovorite na vprašanje, kaj me je ta teden stresiralo, kaj sem se iz tega naučil in katere svoje lastnosti ali znanja sem uporabil pri reševanju tega problema.
Ni treba pisati, če ne želite. Jaz sem tudi tak človek, ki veliko razmišlja o teh zadevah, ampak kakšnih teh self-help žurnalov pač ne vodim, no, mi ne paše. Dovolj je, da se retrogradno kdaj ozremo na nek stres, pa samo pomislimo, kako danes, danes, ko smo ga preživeli, ko je mimo, kako danes objektivno gledamo na to. Ali smo zaradi tistega drugačni, ali smo močnejši, ali smo ugotovili kaj, kar nam pomaga za prihodnost. Jaz imam spet en primer, pa se posujem s pepelom, ampak spet je iz službe, spet je dežurstvo, ampak se mi zdi tako nazorno. No. Jaz, preden sem dežural, sem se bal, da ne bom preživel nočnega dela. Lahko priznam, da je pač moje življenje v bistvu relativno udobno. Imel sem lepo otroštvo, nikoli mi ni bilo treba bežati, nikoli nisem bil hudo bolan in sem lahko spal in počival, ko sem želel. Na ta način sem se razvil nekje do tam 22-23 leta, kdaj točno končaš faks, postaneš zdravnik in potem te čaka nočno delo. In jaz sem si rekel, jaz mislim, da bom umrl. Jaz bom po noči prvič, ta strah, ki sem ga prej opisal, ne bom se zbudil in bom naredil napake, potem bom padel po tleh, ne bom zmogel. In potem je šlo pač prvo dežurstvo mimo, pa drugo, pa 5., pa 10. In ko sem izkusil to in ko sem delal in ko je ta stres šel mimo, sem lahko nazaj pogledal in rekel, evo, dokazal sem si, da zmorem. Sam sebi. Lahko bi prebral 1000 knjig, podcastov, ki bi mi govorili, vse je možno, kar hočeš, potrudi se. Ampak evo, jaz sem sam sebi dokazal, da zmorem to narediti. In retrogradno se naučil, da mi bo uspelo, da mi bo zmeraj lažje. To je ena taka, se pravi, da se učiš od tega stresnega trenutka. Ni dovolj, da rečeš, se bo enkrat mimo. Jaz nisem fan tega, da čakaš vikend, pa konc tedna, pa počitnice, pa skozi nekaj čakaš, pa življenje vmes gre mimo. Kaj smo se naučili od svojih stresnih trenutkov? Drug primer, recimo, zdaj imam drugega otroka, v snemanju tega epizode je moj sin star dobra 2 meseca in vam lahko povem, da sem 20krat, pa ne pretiravam, 20krat manj živčen, kot sem bil pri prvem otroku, pri Mini. 20krat, ker sem dal čez določene stvari, ko 2 dni, 3 dni ni kakala in sem stresiral se, da ima sepso, da bo umrla. In zdaj se spomnim nazaj in rečem, evo, tisto je bil hud stres, če bi bil bolj miren, bi lahko mogoče ga bolje preživel in nekako sam sebi v glavi pojasnim, kaj na nek način je bilo in kaj lahko naredim, da bo tokrat bolje. Zdaj bi dal tukaj še eno tehniko, ki je pa meni ljuba pri spremembi odzivanja na stres. Še preden gremo na 3. točko. No. In to je, da kdaj pomisliš, da je tvoje življenje film in ti si glavni igralec. In pomisliš, kako bi heroj te zgodbe reagiral. To zgleda tako. Se pravi, ko gledamo televizijo, serije, filme, ta heroj, za katerega navijamo, od Aragorna v Gospodarju prstanov, ali ne vem, to je tak moj primer, on je meni tak herojski tip. Ponavadi ta heroj je v nekem hudem stresu, rešuje svet ali ne vem koga vse, se bori proti zlobi. Kako bi on reagiral, recimo, jaz vstanem po noč, dojenček me že 3. zbudi, živčen sem in pol za trenutek pogledam svoje življenje kot film. Kaj bi, če bi jaz gledal en film in bi nek tip vstal po noč, ker ga kliče dojenček in bi rekel, to je kar nekaj, zakaj ne spi, kaj ta dojenček? In pa gre not v sobo in ga vzame in je tako, kar nekaj, jaz bom umrl, ne morem, hočem spat. Pa če bi gledal ta film, bi si mislil, kjer glupan je to, kjer glup lik, upam, da ga pošast požre, ne vem kaj. Ne. Se pravi, dajmo pogledati na svoje življenje kdaj od zunaj. A sem jaz ta lik, ki bi ga rad gledal, ki bi bil nekomu najljubši lik, ki je na nek način herojski? Pa vem, da ne uspe vedno. Vsi smo ljudje, prav je, da imamo tudi trenutke šibkosti. Ampak ta pogled od zunaj kdaj zelo spremeni perspektivo. Včasih si v tem ciklu, vse mi gre narobe, temu ciklu še preden se sploh opaziš. Suzuki Roshi je rekel eno lepo stvar in sicer, deročo reko lahko opaziš šele takrat, ko si nad gladino. Dokler se noter prevračaš, je ne vidiš. Šele ko splavaš ven, jo zagledaš. In takrat te še vedno nosi naprej, še vedno je turbulenca, nisi v sekundi miren, nič ne gre na hitro, ampak jo vidiš, zavedaš se turbulence in jo začneš reševati. In to je ta pogled od zunaj.
Ko te nekdo razhudi, ko se ti zdi nekaj krivično, ko te nekaj stresira, poglej od zunaj in reči, kako bi en čist hud vitez, bojevnik, heroj reagiral v tem primeru in ali sem lahko jaz on. In zdaj se bližamo zaključku. Točka 3, ki je en tak balzam za perspektivo. Ozavestimo, da je stres del človeške izkušnje. Vsi ljudje na svetu čutijo stresni odziv, mi nismo tukaj nobena izjema. Nismo sami v tej izkušnji, ta semafor ni bil postavljen samo za nas, vesolje nas ne sovraži, ker smo zagazili v lužo. Ljudje zbolijo, ljudje izgubijo svojega bližnjega, čutijo razočaranje, pritisk, bolečino in govorim o ljudeh po vsem svetu, v vseh okoljih, v vseh finančnih situacijah, v vseh religijah. Stres obstaja. Na nas je, da ga skušamo blažiti, ta njegov uničujoč potencial preko treninga, preko sprostitvenih tehnik in na koncu, mogoče celo najpomembnejše, preko sprejemanja dejstva, da stres obstaja in da ni nujno slab. Da to, da imamo stresno življenje, lahko pomeni, da imamo polno življenje in da to, kako se bomo odzivali na stresorje, pove več o nas, kot to, koliko se jih je pač pojavilo. Tako, mislim, da je čas, da neham v tej, jaz sem čisto odpadel, drugače upam, da ste uživali v podcastu epizodi, iskreno sem užival tudi jaz, da sem jo posnel, zdaj tukaj, ko pomislim v tej pisarni in gledam okrog, čisto sem bil v transu zdaj na koncu. Pogrešal sem to, ne? Tudi podcast je bil na očetovskem dopustu in zdaj se vrača še en stres več zame, ki ga z veseljem sprejmem. Hvala vsakemu od vas, ki je z mano zakorakal v 4. sezono podcasta Umetnost lenarjenja. Če vas zanima več o današnji tematiki, kot rečeno, preglejte povezave pod podcastom. Imam tudi en kup drugih epizod, ki jih namenjam tematiki stresa, stresnega odziva. Malo polistajte, če še ne poznate mojega podcasta, bom zelo vesel. Upam seveda, da se morda kdaj srečamo v živo, o stvarih, o katerih zdaj poslušate, med drugim velikrat predavam. V vsakem primeru pa najbolj od vsega upam, da vam je bil tale monolog zanimiv in da bo za vas uporaben, koristen. Že če zaradi njega naredite eno majhno spremembo v življenju, bom jaz zelo zadovoljen. Če ima pa kdo kakšno povratno informacijo, bom vesel. Predlog za naprej, informacijo glede te epizode druge, najlažje me najdete na Instagramu, se zelo potrudim, da vsakemu odpišem, če pa koga spregledam, se že zdaj opravičujem. Slišimo se spet prihodnji mesec na prvo soboto v mesecu, kot ponavadi. Do takrat pa vam želim krasen preostanek dneva in čim več sreče pri spopadanju z izzivi modernega življenja. Adijo.